Žoga je okrogla. Lepo pozdravljeni, naliv v Dortmundu, dežja pa tudi golov, predvsem razveljavljenih. Danci so se dobro zoperstavili Nemcem, ki pa so na koncu zanesljivo napredovali. Med 8 so tudi čvrsti Švicari, drugi dan izločilnih bojev bodo za četrtfinale igrali Angleži in Slovaki ter Španci in Gruzici. Mi pa se bomo posvetili slovenskemu taboru. V pogled v taktičen načrt ekipe nam bo ponudil analitik Dejan Kopasič. Jože je bil v Dortmundu, pozneje se nam pridruži, tu pa sta Boštjan Janežič in Marko Cirman. Dobro jutro, dober dan. Moje ime je Luka Petrič. Prvi polčas. Ok, gremo najprej k tekmi Slovenija-Portugalska. V ponedeljek bo Marko danes obiskala portugalski bazni tabor. Drugače vse skupaj tam poteka kot v slovenskem, predvsej več je varovanja, predvsem zaradi Cristiano Ronalda. Njihov center je zagrajen, ograje so naokoli, sprva so nanj obesili na te ograje zavese, pa so jih prvi dan že navijači strgali stran in gledali skozi ograje, da bi ujeli pogled na velikega zvezdnika in tudi na ostale Portugalce. Potem so morali postaviti novo ograjo, za to ograjo, da so imeli navijači prepreko do teh zaves in jih niso mogli odstraniti. Nekaj navijačev je na začetku celo prebilo ograje, torej na začetku prvenstva jih preskočilo, ampak so jih varnostniki ujeli, da ne bi prišli, preden so prišli do igralcev. Ne? Ja, res je zanimivo, že pri samem dovozu, ko smo videla, sem najprej mislil, da so tu pa še gradbena dela, tako je bilo opaziti, potem pa sva vendarle spoznala, da so to posebne ponjave, ki preprečujejo zvedave poglede. Medijsko središče je v nekdanjem samostanu. Stavba je sicer videti malo utrujena, najedajo z občasa, ampak ohranja ta šarm preteklosti. Tiskovna konferenca je v posebnem šotoru ob samostanu, tam notri je zelo vroče, sonce cel dan praktično se upira v streho. To je tak šotor, da si boste lažje predstavljali kot na porokah, ki ga pač tudi postavijo. Bele barve. Tako bele barve. Je pa tudi nekaj, v slovenski bazi imamo novinarji privilegij z igralci govoriti 1-1, v portugalski pa tega ni, ker bi bil prevelik kaos, ker je preveč novinarjev, na voljo le en igralec, ki nastopa pred vsemi. Ja, zanimivo mi je bilo videti tudi, da nekatere portugalske televizije se uživo oglašajo s tiskovne konference, imajo najprej novinarja, ki ima raport pred to mizo, kamor pride igralec. To vedno. In potem je igralec, uživo se mi zdi, da spremljajo tiskovno konferenco in potem na koncu še enkrat se javi ta reporter in pove, zdaj je pa konec in pove, kakšen je plan. Tudi marca, ko je Portugalska gostovala v Stožicah, so se oglasili kar sredi tiskovke in je to predvsem motilo slovenske novinarje, ker niso slišali, kaj akterji govorijo. Se pravi, ko je že bil Martinez ali pa Kek, ko sta že bila, so glasno govorili in se oglašali, sproti govorili, kaj se dogaja na tiskovni konferenci. Po tiskovni konferenci pa smo šli na trening. Moram reči, da ogromno je bilo kamer tam tudi vse usmerjene. Meter od, Matjaž Kek bi rekel, magične bele črte. Ja, res. In prav hecna je, ko Ronaldo teče mimo tebe, 3-4 metre od tebe. Mislim, da je bil kar nalašč bolj na zadnjem mestu, da je spet prišel v bližnji kader fotografov in kamer, seveda. Ve, kdaj ga kamere spremljajo in gledajo. Tako, ena zanimiva izkušnja, je pa res to čist drug svet od Wuppertala in slovenske reprezentance, ampak moram reči, da mi je ta Wuppertal tudi všeč, lepo je. Tudi meni. Vsi nas že poznajo, tisti varnostniki in delavci, srečujemo se iz dneva v dan. In tudi, kot sem še enkrat bom povedal, kot sem že dejal, torej imamo res srečo, da se lahko pogovarjamo z igralci 1-1. Moram reči, da pozabil sem akreditacijo in mi jo je Boštjan posodil za to, da smo prišli do portugalskega tabora. Nihče ni opazil, ni bilo težav. Tega ne nobenemu povedati. Ja, ampak sem to želel samo uporabiti kot prispodobo, da če jaz tam ne bi imel akreditacije, ne bi bilo nikakršnih možnosti, da bi prišel potem. To je akreditacija, ki načeloma velja za prizorišča Evropskega prvenstva, ampak velja tudi za bazne tabore. Zadnjič sem jo pozabil, ko sem šel na slovenski tabor in so rekli, saj ni težav, vas že poznamo, kar pejte naprej.
v portugalskem baznem taboru se to ne more zgoditi. Tu je dvojno preverjanje, spomni se na prvih vratih, ko smo šla notri, je ogromno navijačev slonelo na ograji. Ja. Čeprav iz tiste ograje se praktično nič ne vidi, razen samostana, ne vidiš igrišča, veliko je zelenje tam v Marienfeldu. Tako da ja, brez akreditacije bi ti jaz moral po sporočilih sporočati, kako je. 40 do 50 varnostnikov skrbi za torej, varovanje celotnega objekta, celotne baze. Ima pa portugalska reprezentanca svojo policijsko enoto, ki jo varuje prav blizu. Ta pa je bila že del reprezentance še pred Ronaldom, tako da je to že nekaj časa v veljavi. To je pa tako dogovor pred prvenstvom z vsemi udeleženkami Evropskega prvenstva, tudi slovenska policija je recimo bila v Nemčiji, to je to internacionalno sodelovanje med policijskimi zvezami, ali kako bi to rekel. Danes je pred novinarje stopil na tej novinarski konferenci, o kateri sva prej govorila z Markom, Joao Palhinha, morda za mnoge ne najbolj zveneče ime v portugalski reprezentanci, ampak izjemno pomemben na sredini igrišča, zadnji veznik, ki veliko preteče in je zelo dober pri zaustavljanju napadov in tudi sproženju portugalskih napadov. V zadnjih letih igra za Fulham, lani je bil tako rekoč že pred vrati Bayerna, že v hiši Bayerna bi lahko rekli, potem pa je zadnji trenutek bavarski velikan odstopil od nakupa po zdravstvenem pregledu. Palhinha se je že slikal z dresom Bayerna in opravil nekaj medijskih obveznosti, preden je vse skupaj padlo v vodo. Bayern se je tudi v tem poletju zagrel zanj. V zadnjih sezonah blesti pri Fulhamu, prej pa je igral za Sporting, kjer sta 2 leti skupaj igrala z Andražem Šporarjem. O Sporari foi colega que também tive a felicidade de privar certo espaço no Sporting, é excelente jogador, jogador também que tinha boa relação quando joguei com ele. Z Andražem Šporarjem sva skupaj igrala pri Sportingu. Dobro sva se razumela. Zelo borben igralec je, hkrati pa zelo agilen. Podredi se ekipi, povsem se ji posveti in vse naredi zanjo. Tako igra tudi za reprezentanco. Vemo, kako bodo igrali. Gre za eno od najlepših presenečenj tega prvenstva. Pričakujem težko tekmo. Vse bliže smo zaključku Eura. Ekipe so zato vse bolj tekmovalne in nepopustljive. Slovenija je zelo močna, ampak tudi mi smo močni. E portanto sabemos que vamos apanhar uma Eslovénia muito forte, mas eles certamente também irão apanhar Portugal bastante forte e é isso que estamos focados. Hey Joao, my name is Luka Petric, I work for Radio Slovenia. A question in English, my Portuguese is very, very, very bad. We heard before, you were talking about low block and the Slovenian national team played like that. Prej ste govorili o nizkem bloku, s katerim je Slovenija premagala Anglijo, tekma v Stožicah proti Portugalski, pa je bila precej drugačna. Slovenija marca ni bila tako obrambna. V slovenski reprezentanci poudarjajo, da se na to tekmo ne smemo pretirano ozirati. Kakšne usporednice pa lahko vi povlečete s to tekmo? The first match was a friendly, so I think the motivation is completely different when you playing a competition like that. For me as a player, our focus are all. To je bila prijateljska tekma. Motivacija je povsem drugačna v takšnih dvobojih. Iz mojega zornega kota je najbolj pomembno, da je naša zbranost, naša osredotočenost najboljša možna. Le tako bomo zmagali. Vemo, da je Slovenija zelo močna, vem, da ima vrhunske igralce. Nasproti nam bo ostala dobra ekipa, ampak to velja tudi za njih. Portugalska bo prava. And I know that Slovakia have really good players. We will face a good team, but they will face too a top Portugal in a good shape for sure. Slovenija. Slovenija. Na koncu je pomotoma rekel Slovaška, pa ga je predstavnik za medije popravil in rekel, da je seveda mislil Slovenija. Več o Palhinhi. Marko. Če še ni svetovno znan, bo zdaj znan, ko bo čel Bayern, zdaj ko to snemamo, še ni član Bayerna, je pa ravno danes sporočil, da Bayern je sporočil, da je poslal ponudbo Fulhamu za 45 milijonov evrov in da je to zadnja ponudba oziroma da je to najvišji znesek, kar lahko oziroma kar bodo ponudili Fulhamu za usluge. Palhinha, izjemen delavec na sredini igrišča, eden najboljših zadnjih zvezdnih nogometašev, povsem je izrinil Danila Pereiro iz reprezentance, vsaj iz prve postave. Neverjeten drseč start ima, ta doseg pri drsečem startu s temi dolgimi nogami in res je pravi destruktor v obrambi Portugalske.
Z njim bodo lahko imeli Slovenci veliko dela v prehodih v protinapad, kajti ima res, tako kot smo v prejšnji epizodi govorili o dolgih nogah Žana Krničnika, ta ima še daljši, bi lahko rekel. Ja. Pa ne vse zadnje podobno vloge ima v angleški reprezentanci Declan Rice, ki je bil tudi zelo uspešen pri zaustavljanju slovenskih protinapadov in takšno vlogo ima tu Joao Palhinha. Ni želel izdati, kako bodo Portugalci igrali, kaj se tebi zdi, 3 ali 4 zadaj? Ko sem se pogovarjal z novinarskimi kolegi, so mi dejali, da bolj diši potem, da bodo Portugalci igrali s 3 zadaj, ker bodo želeli pritisniti na slovensko obrambo z napadalno usmerjenima bočnima branilcema, se pravi s Cancelom in z Mendešem, tako da najbrž bodo igrali s 3, pa ne zamerite, če bodo začeli 4, to so samo ugibanja oziroma predvidevanja naša, seveda ima vse v svojih rokah Martinez, ki pa je že kar nekajkrat poizkušal z igro 3-5-2 oziroma 3-4-1-2, kakorkoli želite. Če je Nuno Mendes bolj klasičen bočni branilec, pa je Joao Cancelo vse prej kot to. O tem je govoril tudi Dejan Kopasič. Prisluhnemo, kaj o taktiki proti Portugalski pravijo v slovenskem taboru. Dejan Kopasič je analitik reprezentance, spregovoril je o tem, kako bo pomembno pravilno reagirati po pridobljeni žogi in kako se je vloga Cristiana Ronalda spremenila od tiste marčevske tekme v Stožicah. Jože Pepevnik predstavlja njegovo delo in njegovo pripravo na Portugalsko. Dejan Kopasič je tisti član strokovnega štaba slovenske reprezentance, ki je novinarjem na tekmah običajno najbliže. Videoanalitik naše izbrane vrste med tekmami namreč sedi visoko na tribunah nemških stadionov, ponavadi zelo blizu reporterskim mestom novinarjev z celega sveta. Tam pa je, za razliko od stanovskih kolegov iz drugih reprezentanc, sam. Ja, zdaj velike reprezentance imajo veliko več. Jaz sem načeloma gor sam, vsi ostali so pa 3, 4, tudi do 7 se jih zna zgoditi, da jih sedi zraven mene. Zdaj moj dan v principu začne zelo zgodaj, ker načeloma tako funkcioniram, da se zgodaj zbudim, mi je takrat najlažje, ker imam tudi koncentracijo najboljšo, tako da recimo konkretno dan zjutraj sem jaz, zbudil se ob 6:30, sem nekako do treninga končal portugalsko reprezentanco, kar je treba v bistvu vse vedeti. Kar se tiče treningov, normalno prijem prej, pripravljam si vse, da so treningi posneti, ene stvari se spremlja z dronom, ene stvari pač z normalno kamero, ki mogoče ni za samo vsebino, analitike to pomembno in pač tako nekako. In po treningu v bistvu se zadeva nadaljuje. Kopasičevo delo se sicer ne začne z analizo nasprotnih reprezentanc, temveč je temelj dobrega dela analiza lastne ekipe, po večini že na treningu. Posname se celoten trening, nekatere stvari od ogrevanja pa tako naprej so bolj arhivske, kar se tiče pa recimo igre, ki jo delamo, se pa posname pač celoten trening, recimo glih včeraj smo potem si nekaj stvari tudi iz treninga pogledali, ki so bile mogoče malce slabše ali pa niso bile take, kot pričakujemo, in pa te stvari, ki so dobre, ki so nekako naš model igre, ki ga želimo, se seveda tudi dodatno še predstavi igralcem. Slovenija je v 3 tekmah skupinskega dela Evropskega prvenstva pokazala veliko mero taktične prilagodljivosti, osredotočenosti in pripravljenosti na različne tekmece. Neporaženost in 3 osvojene točke so posledica vestne igre, predvsem v obrambi. Dejan Kopasič. Prvo, kar je bi rekel, da smo bili zelo, zelo dobri v nekem defenzivnem bloku in da nam ni bilo pod častjo trpeti in strpeti stvari, ki so se pač dogajale. Dobro smo se pripravili v bistvu v situacijah, ki so se pri nasprotniku pojavljale, da smo to probali anulirati. Zdaj mali problem ali pa problem, ki sem ga jaz videl, je bil to, da smo imeli v trenutku odzete žoge. Ti moraš takrat prijeti ven iz njihovega protipritiska ali pa iz situacij, kjer imajo oni veliko število igralcev okoli te žoge. In tukaj smo bili malo nenatančni, 2-krat, 3-krat ste tudi sami spremljali, smo bili v nekih situacijah, ko bi mogoče ena dobra podaja in dober sprejem vse odprl proti njihovim vratom. In proti Portugalcem seveda bo ta zadeva po mojem mnenju zelo pomembna in upam, da bomo v teh stvareh natančni, bomo lahko tudi nevarni, ranljivi in seveda potem tudi njihova igra je seveda manj sigurna na ta način. Tudi proti Portugalski gre v ponedeljek v Frankfurtu po Kopasičevem mnenju objektivno pričakovati znaten del tekme brez žoge v slovenski posesti. Zato bo še toliko bolj pomembno dobro in natančno reagirati in odigrati v tistih trenutkih, ko bodo slovenski nogometaši nasprotnikom odvzeli žogo. Po odvzeti žogi sta načeloma se iščeta dve rešitve. Prva je prideti ven iz njihovega protipritiska. Portugalci ga bo sigurno izvajali,
Danci so recimo kle dobri, mogoče Srbija malo slabša, Anglija je v bistvu proti nam bila dobra, pa do takrat ni bila najboljša v tem elementu, in kle prvo treba ven prijeti iz teh pozicij, se pravi čim hitreje, da se pride ven iz teh pozicij, nekako na neke sigurne prostore, kjer je seveda manjše število njihovih igralcev. In pa seveda, če si usmerjam proti naprej, mi imamo ekipo oziroma profil ekipe, ki je lahko zelo nevaren za vzete žoge, Kle smo mogoče v enih elementih bili malce nenatančni, malo nenatančno izvajali same zadeve in seveda potem na ta način ti lahko konstantno trpiš, in tega si pač mi ne želimo. Če si pa ti nevaren iz te vzete žoge oziroma proti napadov, seveda je pa potem tudi njihova gradnja napada potem manj sigurna. Kopasič, ki je v preteklosti deloval tudi v slovenskem klubskem nogometu, analizo nasprotnika pripravi po ustaljenem vzorcu. Igralci najprej v videih dobijo grobe informacije o načinu in vzorcih igre nasprotnika, pripravijo se rešitve glede na izkušnje prejšnjih nasprotnikov tekmeca, na koncu moštvo od videoanalitika prejme še informacije o značilnostih nasprotnikove uporabe prekinitev. Dejan Kopasič o izzivu, ki ga v osmini finala predstavlja Portugalska. Prvo, kar je, so pač individualno zelo kvalitetna ekipa. To je prva stvar. Zdaj, druga stvar, z moje strani gledano, v fazi napada od vratarja bojo verjetno igrali dosti rizično oziroma igrajo dosti rizično, nizko spustijo veliko število igralcev. V organizaciji lahko pričakujemo, da se bo Cancelo pojavil v sredini, zelo široko postavljeni krilni igralci. Ronaldo trenutno funkcionira zelo nekje na liniji offside, kar ni bilo recimo značilno, ko smo se na njih pripravljali marca. To je pa to in seveda potem koristijo te stvari, tako kot se rekel, krila široko, Leao levo, Silva desno načeloma, jih izolirajo, pustijo jih v situacijah 1-1, 1-2 in na te stvari so vam pač mogli pripraviti. Slovenija ima za pripravo na portugalsko igro torej še nekaj časa, v Frankfurtu se bo prva žoga zakotalila v ponedeljek ob 21. Super je bilo slišati njegov pogled v tekmo, pred vsako tekmo bi imel, moram reči, njega za sogovornika. Izpostavil je tudi vlogi obeh kril, Rafaela Leava in Bernarda Silve. Na portugalski desni je Silva, torej na slovenski levi, kjer pa ne bo Erika Janže, tam bo Jure Balkovec, ne? Brško ne bo Jure Balkovec, ugibali smo že, če bo slučajno Kek kaj spreminjal, morda tudi bo z bolj obrambno postavitvijo, da bi premaknil Krničnika na desno stran, na levo stran, pa da bi potem Stojanović igral zadaj, sicer pa naj bi tam igral Jure Balkovec, ogreval ga je že za zadnje minute na tekmi proti Angliji. Več je obetal pred leti Jure Balkovec, sedaj ga je spodrinil Erik Janža, tako da njegova pripravljenost oziroma ukomponiranost v reprezentanco ni povsem znana tudi nam, ki odbliže spremljamo reprezentanco. Marko, glede obeh krilnih igralcev pri portugalski reprezentanci? Ja, dober je slovaški reprezentant, Balkovec. Vrečka presenečenja, Bernardo Silva nikoli ne veš, kaj bo naredil žogo. To dodatno tehnično znanje si je izpilil in gibanje oziroma občutek za prostor izboljšal proti Pepom Guardiolo pri Manchester Cityju. Ustreza mu takšna igra, da je ves čas na napadalni polovici oziroma ves čas nekako na tem naravnem položaju inverted wingerja, kot bi lahko rekli. Rafael Leao je bolj eksploziven nogometaš, bolj proaktiven, bi rekel, Bernardo Silva pa je bolj kot Leao, bolj kreatorno. Tudi on hodi dosti v sredino, tudi recimo gol proti Turčiji je bil takšen, da je Bernardo Silva, ko je šla žoga po levi strani, se zožal oziroma zožal prostor in potem žogo pobral z druge vratnice in umrežal. Ja, sploh za City se mi zdi, da je veliko krat kar povsod na igrišču, samo v vratih ni, lahko je napadalec skoraj devetka, lahko je pač na krilu, lahko je zadnji vezni, sprednji vezni, res teče ogromno in ogromno nogometnega znanja. Droben je. Ja, izjemno tehnično znanje. Zelo koristen igralec. Univerzalec Bernardo Silva, trpeti, to besedo smo nekajkrat slišali tudi že pred tekmo z Anglijo, tudi zdaj iz ust Dejana Kopasiča. To bo eden ključnih aspektov te igre, da bo Slovenija spet kot na zadnji tekmi, Boštjan, tako osredotočena in mentalno tako močno, kot je poudarjal selektor Kek po tekmi. Ja, razmišljal je analitik Kopasič, da je bilo premalo zadržanih žog proti Angležem in
tu bo potrebno več narediti, odpeljati tisto pridobljeno žogo v kakšne cone, kjer je veliko prostora med igralce, med linije, jo potem tudi kasneje zadržati z več podajami, kot je to bilo v zadnji tekmi skupinskega dela proti Angležem, ampak seveda, kot omenja tudi selektor Kek, da se mora vprašati, kaj Slovenijo na tej tekmi, se bo veliko vprašalo Portugalsko, ampak s kolektivno igro, z borbenostjo, s podvajanjem, tako rekoč, menjavanjem conske obrambe in pokrivanja prostora, tako bi lahko Slovenija uspela takrat, ko ne bo imela žoge, in to naj bi bil kar večji del tekme, to omenjeno v narekovajih trpljenje. Slovenija se mi zdi, da na tem Euru je bolj vajena trpeti, kot pa Portugalska vajena uživati v svoji igri. Portugalska ni uživala, ker je imela silne težave s tem nizkim blokom, in Slovenija pa je že upravila 3 zrelostne izpite glede odbijanja nasprotnikovih napadov, 2krat le prejela zadetek, 2krat iz prekinitve, pravzaprav na postavljeno obrambo iz igre. Slovenija sploh še ni prejela zadetka, ne? In to je lahko izjemen podatek, plus, kot smo rekli v zadnji žogi, da pač Ronaldo ni najbolj tekaško naravnan napadalec v zadnjih letih, tako da je bolj sidraž, bolj target man. Ja. Tudi v tem je govoril Dejan Kopasič, da predvsej bolj klasično vlogo devetke zdaj igra, da se prilepi na ramo srednjega branilca in potem išče te globinske žoge, na katere lahko uleti in potem pride v nevarne priložnosti. Ker ta prvi šprint pa še vedno ima, ne, to je eksplozivnost. Ta nizek blok, ki so imeli Portugalci težave proti Čehom, morda je to bolj za uporabiti in da tudi to vadijo na treningih slovenski nogometaši v zadnjem času, da bi lažje zaustavljali Portugalce. Pa nekaj moramo še vedeti, ne, prosti, da zdaj mi govorimo o tem nizkem bloku, ni rešitev, da se bomo mi zdaj 95 minut branili in stali pred svojim kazanskim prostorom. To zanesljivo ne bo šlo, ne, ker tudi proti Angležem tega nismo, ne. Že proti Angležem smo bili predolgo pred svojim kazanskim prostorom. Prvi polčas je bil zelo, zelo dober. Če bomo ponovili prvi polčas, ko smo igrali tudi proti Angležem, ki imajo morda po kakovosti posameznikov, ne govorim kot celota, ampak posamezniki tu nekje reprezentanco kot Portugalska še boljšo. Portugalci imajo tudi tako dobro. Ja, težko je oceniti. Se mi zdi, da imajo Portugalci bolj uravnoteženo reprezentanco na vseh igralnih položajih. Tako, ja, ne vem. Guehi je malce manj pri Angliji, recimo v trenutni Angliji se dobro znašel, na drugi strani pa je en super Harry Kane, ki potem se bo vse skupaj zbalansiral v tem pogledu. Mi bomo morali tudi korajžno kdaj igrati, ampak je pomembno, da pri tej korajži, pri tej gradni slovenskih napadov, da so tudi zelo zbrani, tako kot bodo morali biti zbrani v nizkem bloku. Kajti, če bomo pa izgubili žogo, bo pa Mendes ali pa Rafael Leao, to bo pa zelo težko ujeti. Ravno to zadržati bo potrebno žogo. Tega ni bilo proti Angliji, tega je bilo premalo, zato toliko trpljenja. Sedaj pa trud analitikov in nogometašev ter strokovnega štaba za to koncentrirano igro, ko ima Slovenija žogo. Da bi tudi z nekaj podajami prišla hitro v nevarno cono in tudi ogrozila Portugalce. In predvsem to želim povedati, da proti Danski ali pa proti Srbiji, Srbija ni imela takšnih igralcev, ki bi iz pol priložnosti dosegla zadetek. Portugalci pa so strupeni, ne? Ko Bernardo Silva dobi nekaj več prostora, to je kirurško natančna podaja do Ronalda, ki točno ve, kam mora vteči. Tega mi nismo doživeli proti Srbiji, tudi proti Angliji, ne. Treba pa bo na drugi strani igrišča tiste priložnosti, ki si jih bo Slovenija prigrala. Redke bodo. Ja, ampak tiste je pa treba zadeti. Je pa treba pospraviti, ja. Drugi polčas. Osredotočimo se na obe prvi tekmi osmine finala. Najprej gremo v Dortmund, kjer je Nemčija premagala Dansko z 2-0. Jože Pepevnik je bil na tekmi. Jože, v včerajšnjem podcastu si rekel, da bo Danska namučila Nemčijo in res, domačini so imeli nekaj težav, na koncu pa vendarle zanesljivo napredovali. Ja, oboje, in težka tekma za Nemčijo in zanesljiva zmaga.
sploh tam nekje do, 55, 60 minute, morda celo do drugega zadetka Nemčije je bila Danska enakovredna, vsaj ko je prihajala do priložnosti, je bila velikokrat tudi nevarna. Nemci so, predvsem se mi zdi, bili zelo, zelo agresivni na sredini igrišča, res so želeli ali pa v največji meri, kolikor jim je to le uspelo, pazili na to, da tako imenovane, seveda klišejske druge žoge ne bi prišle do Dancev. Zelo agresivni so bili okoli Eriksena, tudi Heibergu so precej omejili njegovo igro oziroma njegovo gibanje, tako da ja, v vsakem primeru težka tekma za Nemčijo, ki pa je šlo tudi nekaj stvari na roko v tem večeru, sploh tisti mikroskopski offside, v bistvu Delaneyja, če sem dobro videl potem na posnetku, niti ne Andersena, ampak sodniki v VAR sobi so se odločili, da je šlo v bistvu za isto akcijo, da ni šlo za dve različni akciji v kazenskem prostoru, torej ko je šla Danska v napad in v gneči zadela. Takrat se je v nekaj minutah, predvsem okoli Joachima Andersena, vse podrlo v bistvu Dancem, potem je tudi on igral z roko v kazenskem prostoru in ja, po tistem v bistvu dvojnem udarcu za dansko reprezentanco je bilo potem seveda težko igrati težko igrati Dancem proti Nemčiji, ki je potem lahko stopila nekoliko nazaj in iskala proti napade in jih posledično nekaj tudi našla, izkoristila pa v bistvu samo enega, čeprav bi lahko še kakšnega več. Veliko je bilo razveljavljenih zadetkov, omenil si tega, ki je bil morda najbolj odločilen, ko so res centimetri odločali, mislim, da prst Delaneyja na stopalu je bil v prepovedanem položaju, potem pa centimetri tudi na drugi strani s to roko, ki je oplazila torej Andersena, in videli smo tudi tisti posnetek zvoka, s katerim si zdaj sodniki lahko pomagajo. V drugih športih smo to že videli, ko na ta način lahko tudi določijo, ali je bila roka ali ne. Omenil si sredino igrišča pri Nemcih, kdo te je najbolj navdušil od igralcev na sredini igrišča? Kaj pa vem, morda poleg Krosa, seveda, ki se mi je spet zdelo, ne da je ravno odigral najbolj vidno tekmo, ampak tudi nevidne tekme so pri Toniju Krosu lahko izjemno dobre. Se mi zdi, da predvsem fizičnost Andreha, torej številko 23 tam na sredini igrišča, je bila nekako impresivna. Zdaj ravno, če morda slišite v ozadju, tole je aplavz 6 zbranih navijačev na stadionu Westfalen, prav za Tonija Krosa, ki je zdaj ravno kar zapustil igrišče tule na stadionu Westfalen. Zdelo pa se je, ko je nekako po prekinitvi, po nevihtni prekinitvi, v tistem trenutku, ko je Danska zadela, se je za nekaj trenutkov zazdelo, da bi tole lahko bil dvojno slab večer, torej v Dortmundu za nemške navijače, ne le z vidika dežja, naliva, ki je zmočil tudi precejšen del tistega rumenega zidu tribune, ki je sicer stojišče, pa je zdaj v času evropskega prvenstva seveda sedišče, ampak za nekaj trenutkov se je zdelo, da bodo Nemci seveda tudi v zaostanku in da bodo morali loviti uvrstitev v četrtfinale iz torej zaostanka, a to se na njihovo srečo torej ni zgodilo. Več povejo o tej prekinitvi, torej ta prekinitev je bila specifična, ne vidimo velikokrat, da zaradi tega igralci tudi odidejo z igrišča, videli pa smo strele v okolici, nekaj posnetkov strele nad stadionom v Westfalenu. Kako se ti tudi zdi, da je to vplivalo na tekmo? Pa v bistvu na tekmo morda v smislu samega tempa, mogoče sem imel tudi malce popačen pogled, čeprav sem bil na samem licu mesta, ampak mislim, da ni pretirano vplivalo na sam tempo ali pa na neko krivuljo razvoja tekme. Je pa bilo zanimivo, ker so se temni oblaki začeli pojavljati kakšno uro pred tekmo ali pa 3/4 ure pred tekmo in potem je postajalo vedno bolj temno, tisto nevarna temno-siva barva oblakov, opazovala sva tule z Maticem te oblake in potem je najprej bliskalo v ozadju, potem je prišel naliv in potem so strele naenkrat prihajale vedno bliže in 2-krat, 3-krat je počilo zelo blizu. Pogovarjali smo se tule na tribuni
kaj se bo zgodilo, če strela udari tudi v katerega od teh visokih rumenih stebrov stadiona Westfalen, ampak na srečo kakšnega električnega izpada ni bilo, tako da zanimivo, brez vsakega prigovarjanja so navijači oziroma nogometaši odšli v slačilnice. Nevarno je seveda, ko začnejo strele preveč blizu stadiona in na vse zadnje navijači, tudi tisti, ki jih je namočilo, so hitro zbežali v tunele, v hodnike stadiona. Igralci pa so se potem po 20 minutah vrnili, je pa najprej močno deževalo, naliv, potem veter, ki je torej odnesel ta dež tudi na tribune, potem pa šele toča, ampak bila je takole malenkostna, nič posebnega. No. Če gledava naprej, Nemci so bili kar impresivni na tem Euru doslej in si tu v Nemčiji mnogi želijo, upajo, da bodo daleč prišli, so pa po drugi strani v tej slovenski težji polovici žreba. Ja, res je. Zdaj še en zanimiv detajl, oprosti, ker ti bom zdaj povsem prekinil vprašanje, ampak opazili smo enega ali dva navijača ali pa nepridiprava, ki sta plezala po dejal bom tem servisnem, ne ravno stopnišču, servisnem balkonu pod streho, pod robom strehe stadiona Westfalen. No in zdaj so tja gor odšli tudi policisti ali pa celo vojaki, sodeč po barvah, in zdaj vklenili enega od teh navijačev in zdaj ga vodijo proti izhodu, torej na tisti res veliki višini, kjer verjamem marsikomu ne bi bilo prijetno hoditi, so se torej nekateri očitno potikali, ampak nemški varnostni organi so zelo, zelo hitro posredovali. Vidim, da eden od policistov zdaj odnaša tudi nahrbtnik, upam, da ne s kakšno pretirano sumljivo vsebino. Nemška pot proti finalu, tule so vzklikali nemški navijači na stadionu Westfalen ob vodstvu z 2-0 Berlin, gremo v Berlin. Tja seveda želi nemška reprezentanca, je pa, kot si dejal, v težji polovici žreba Španija, Gruzija je tisti dvoboj, iz katerega bodo Nemci dobili naslednjega nasprotnika. Mislim pa, da so po eni strani Nemci zdaj kar olajšani, ker je Danska vendarle visok, fizičen, močan nasprotnik, ki lahko povzroči vsakomur težave, in da so bili takole Nemci uspešni v tem večeru, je zanje zelo pomembno. No, zdaj v ozadju morda slišimo proti Berlinu, torej želijo nemški navijači. 2-0 na drugi tekmi, 2-0 pa tudi na prvi, Švica, Italija. Moram reči, da nisem bil presenečen nad razpletom in tudi nad tem, da gredo Italijani domov. Skoraj vsi smo to tudi napovedali. Marko, ti si sicer sledil svojemu srcu, ampak nekajkrat si že na prvenstvu rekel, da so te Švicari navdušili. Boštjan, ti si najbolj podrobno gledal to tekmo. Kaj lahko rečeš o predstavi Švicarjev? Nebogljeni so bili Italijani vso tekmo, največ dela je imel njihov vratar Donnarumma, pa ne, da so bili Švicari vse skozi nevarni, ampak tudi, ko so Italijani ne vedeli, kam žogo, so hitro zaposlili svojega vratarja Donnarummo, sicer pa je tekla švicarska igra, ko so dominirali, imeli posest na sredini igrišča. Izjemen je bil na tej tekmi Vargas, nogometaš Augsburga, najprej je podal za prvi gol Freulerja pred koncem prvega polčasa, potem še dosegel na začetku drugega polčasa, kot da so Italijani, ko je bilo pričakovati, da bodo agresivno vstopili v drugi polčas, pa so že po nekaj sekundah dobili gol za 2-0. Na koncu pa je bilo, ampak ne vem, odkot bi ga vzeli, pričakovati italijanski pritisk, ampak tega ni bilo. Imeli so žogo, Švicarji so jo z lahkoto, brez pravega teka izbijali izpred svojih vrat, bili nevarni še iz protinapadov, Italijani pa brezidejni, nekaj predložkov, ampak Skamaka v sredini ni znal zaustaviti niti ene žoge, Chiesa se je trudil na desni strani, ampak nobene nevarnosti. Tako je slišati, kot da je bila Švica v vlogi velikana in suvereno prišla naprej, Italija pa v vlogi nekega outsiderja. Ne? Ja, evropski prvaki so se zelo neslavno poslovili, Švicari so imeli vse pod kontrolo, brez nervoze igrali in potem je še Murat Yakin, švicarski selektor, dal priložnost še nogometašem ob koncu, ki so manj igrali, kajti videti je bilo to nemoč Italijanov.
Švica bo igrala proti zmagovalcu tekme med Anglijo in Slovaško, v nedeljo drugi dan izločilnih bojev tudi Španija, Gruzija. Kaj misli o teh dveh tekmah? Na papirju en izrazit favorit, drugi outsider. Smo pa videli zelo impresivno Španijo, zelo borbeno Gruzijo doslej, precej neugodno Slovaško, moram reči, in za zdaj bledo Anglijo, ki jo mnogi kritizirajo. Ampak verjetno sta velikana, vsaj po mojem mnenju, vendarle favorita v osmini finala, tako Angleži proti Slovakom, kot tudi Španci proti Gruzicem. Gruzici bi lahko kar povzročali težave Špancem svojo borbenostjo, bilo je kar dovolj časa za počitek, ampak na drugi strani, ja, drži, tudi Slovaki lahko nepredvidljivi, ampak manjka jim v napadu, niso razpoloženi, niso učinkoviti, kot da bi se, ne vem, da je bil skupinski del za njih že dovolj močan, dvomim, da bi lahko proti Angležem razvili igro v napadu. Trikrat so se uvrstili v izločilne boje, tretjič zapored, na zadnjih dveh pa vsakič izpadli v osmini finala, tudi tokrat. Zanimivo, kar je povedal, pa najbolje, da kar prisluhnemo, Adrian Zeljković o napredku slovaškega nogometa. Zdi se mi, da je slovaški nogomet kar dokaj na nivoju. Vedno imajo tu par zvenečih imen. Mislim, da niti ni neko presenečenje. No. Mogoče bi lahko rekel, da je malo bolj fizična liga. V ligi so, ne vem, 2-3 ekipe, mogoče 4 klubi, da so res na nivoju. Spodnji del lestvice je normalno malo slabši, tako da v bistvu recimo, da se lahko primerjajo za slovensko. No. Malo močnejša liga od slovenske, kot smo slišali. Mislim, da je to zgornji domet za Slovake. Vprašanje je, koliko je še svežine. Imeli so ne morda najbolj atraktivno skupino, ampak izjemno zahtevno Ukrajina, Romunija pa Belgija. Ja, ampak zdaj, če so se tretji zapored uvrstili naprej, to pomeni, da dobro delajo, da je dobro sistem postavljen, da je dobro selekcionirana reprezentanca. Pa so se iz 5. bobna uvrstili skozi kvalifikacije. Ne? Ja, mi je pa Anglija, ne vem, uganka. Nisem še dobil tistega, kar sem pričakoval od Anglije. Malo več strupenosti v napadu, malo več drznosti, malo več iskanja neke globine, sploh po posameznikih. Bellingham, vidi se, da je imel dolgo sezono, vse do finala Lige prvakov. Kane ni prišel tako do izraza, sploh ob Drkošiču in pa Biolu na zadnji tekmine. Tako da ja, Anglijo še čakamo, no bi lahko rekli. Ima pa priložnost, da ji uspe, da se počasi skozi turnir ugreva, in ker potencial ima, da bi lahko nekaj naredila, in je na papirju, kot smo že nekajkrat rekli, v lažji polovici, in nimajo najtežjega tekmeca. Naleti na Švico, ne? Naleti potem na Švico, ki pa je neugodna. Neugodna pa še, kar ni nepomembno, ko so tekme zgoščene, dan več počitka. To je res. Pa Angleži kot bi igrali preveč šablonsko, sistemsko, kot da nimajo svoje lastne ideje tudi, ali pa malce zarotirati, pa se obrniti v napadu v drugo stran, kakšno izven serijsko podajo. Vse po šabloni, če ne gre še enkrat nazaj in še enkrat v napad. To pa je tudi Southgate, takšen trener, takšen selektor, ki... Tako da malo izgubljajo zaupanje v Southgate, ne vem, da nima vseh vajeti pod kontrolo, ne vem. Mislim, precej so bili v zadnjem času kritični do njega, predvsem zaradi tega, ker malce se mi zdi, kot da se včasih zaletavajo sami vase, torej nekako, če tako povsebim angleško nogometno javnost, ker bi želeli, da igrajo bolj pogumno, ne? Po drugi strani si pa želijo lovorike, ker jih nimajo. Ja. Ampak angleška javnost, se veš, kako je, eden narobe stopi in je škandal. Bomo videli, preveč strogi. Tudi, pa neočakani. Sodnikov dodatek. Marko, danes kviz, danes bova le 2 odgovarjala. Dobrodošli v Radeform Valdu, v sobi številka 12, kaj ti zunaj je naliv, ki je prišel iz Dortmunda, tudi v Radeform Vald, in zato smo danes pod streho in ne moremo povedati, kaj se dogaja na glavnem trgu, kjer ponavadi imamo kviz v ozadju, ne vem, če se to sliši ali ne, pošteno grmi, ampak... Tudi hupajo Nemci. Upamo, da bo grmelo zdaj pri vajinih odgovorih. Da vidimo. Kaj imajo skupnega 3 nogometaši? Zlatko Dedić, Aleksander Knaus, Emir Džafić. Razmišljam o klubu, za katerega so igrali, ali so igrali skupaj za kakšen klub?
Dobro Za razmišljaš. Bochum. Bravo, Za Bochum so vsi igrali, bravo. nisem vedel, ne bi se spomnil, da je Knaus igral za Bochum. Ja. Iz Kaiserslauterna v Bochum, Dedič manj časa, ne? Dedič od leta 2009 do 2011, Knaus od 2004 do 2005, eno leto samo. Prišel iz Kaiserslauterna, odšel je v Salzburg. Emir Džafić, nekdanji nogometaš Beltincev, je prestopil iz Beltincev v Bochum. Wow. Kakšen prestop, wow. Ja, res. Potem pa je odšel v GAK, v Graz. Kaj imata skupnega Luka Krajnc in Rudi Istenič? Luka Kranjc in Rudi Istenič. Rudi Istenič igral za Fortuno iz Düsseldorfa. Odgovor je pravilen, bravo. Potem je po tej Je logiki tudi Tako, Luka Kranjc tako, igral za to sta edina nogometaša Fortune. Šel sem malo po svojih zadnjih poteh, bil sem v Düsseldorfu in bil sem v Bochumu v teh dneh. In nekako... Glede, ko smo že pri tem, kateri fanshop te je najbolj navdušil? Fanshop, ja, vse veš, kako je to pri teh fanshopih. Klub, ki je večji, ima boljšega. Ne? Ja. Bayernov je disko, veliko luči, vse novo, lepo. BVB? BVB tudi. BVB ima več šopov, bil sem v dveh, slučajno v enem trgovskem centru. Je tak manjši, v središču centra na Königstrasse pa je malo tudi neravno velik, ampak malo bolj razširjen. Moramo povedati, da zdaj v času Evropskega prvenstva, tam, kjer so stadioni zasedeni zaradi Evropskega prvenstva, ni fanshopov, torej možnih, razen če 2 ali pa 3 dni ni tekme vmes, kot sva delimo z Mihom, ko je bil še tu s kolegom Troštom, torej obiskala Stuttgart, takrat, ko so naju Srbi naplahtali, da bi morala biti tiskovna konferenca. Ok, to sta bili zdaj 2 vprašanje za ogrevanje. Ja, ne moremo tako hitro končati. Ok, kdaj je Italija na zadnje končala Evropsko prvenstvo, ne da bi se uvrstila v četrtfinale? Ne, da bi se uvrstila v četrtfinale. 96 Anglija? Ne. Ne. Takrat je izpadla v skupinskem delu. 2004 Portugalska. Bravo. A se spomnite, ko sem ker je 2 proti 200 se zmenila Švedska in Danska. Ja. Kratko so potegnili Italijani. Ja. 2004. Ponavadi dolgo potegnejo, tako da se tudi to včasih mora zgoditi. Tako, malo smo šli od najlažjih proti težjemu, zdaj pa najtežje vprašanje. Bom. Italija je torej izpadla, na tekmi Švico je igral Stefan El Sharawi. Njegov drugi nastop za Italijo na velikem tekmovanju po Euru 2016 je bil to, ko je igral proti Irski. Ta pauza je bila dolga 8 let in 7 dni. To je druga najdaljša pauza italijanskega nogometaša, da se je vrnil na velikem tekmovanju. Kdo je lastnik najdaljšega tovrstnega odmora v italijanski reprezentanci? Ciro Immobile? Ne. Malce ugibam, ker vmes je imel malce luknje v svoji karieri, ko je šel v Dortmund, da takrat morda ni igral, pa potem je... Ko boste rabila namig, poveta. A je vratar? Ni vratar. Ok. Najdlje na velikem tekmovanju. Dobro obdobje je zdaj za takšen dolg, za veliko lukno, za dolgo lukno, zaradi tega, ker Italijanov ni bilo na 2 od 3 zadnjih velikih tekmovanj. Tako da je... Ampak prej pa ni bilo veliko velikih tekmovanj, na katerih Italijani v svoji klubski karieri je bil član le 2 klubov. Tako da... De Rossi? Ne. Nemci še vedno slavijo. Tako da pomislite, rekel si, da to obdobje je primerno za kaj takega, ampak v tem obdobju prihaja pa do velikega števila menjav klubov. Ja, to je tudi res. Tako da bolj iz tistih romantičnih časov, Ne vem. če lahko pomagam. Gianni Riva? Ne, Rivera? Ne. bo pa malo naprej, malo bolj k nam zdaj. Prav? Kaziragi? Dober poizkus, ampak ni pravi, ne. 49 nastopov za reprezentanco. Aha, veliko je igral potem. Ampak, pazi, njegova reprezentančna kariera je bila zelo raztegnjena. Igral je 13 let za reprezentanco. Mladicim veteran. V 13 letih pa zbral 49 nastopov. Se pravi, da je bil nekakšen wonderkid in potem malo so ga pozabili in potem je spet na zrelejša leta začel opozarjati nase. Kdo bi Napadalec? to lahko bil? Ne.
Je branilec. Je branilec, prav. Panucci. Panucci. Dober poizkus. Ja, ni slab poskus, super. Ampak Panucci je zamenjal več klubov kot samo 2 v svoji karieri. Barzali. Prosim? Barzali. Ne. Chiellini jih je preveč zamenjal, pa preveč igral. Bonucci je ves čas igral, pa zamenjal jih tudi veliko, sploh na koncu kariere. Bil je dlje nazaj, mislim, da morava iti v 90-ta. Dobro razmišljaš. Ja. V svoji klubski karieri za 2 kluba 500 nastopov in 27 golov. V začetku svoje trenerske poti pa je bil v 2 mandatih pomočnik italijanskega selektorja. Mislim, tudi te Baresi, Costa Curta, Maldini, to je vse Pri prvem poizkusu, se spomniš čisto prvega tvojega poizkusa? Ja, kaj sem že rekel? Ja. Ne vem, ne spomnim se. Kaj sem že rekel, Boštjan? Kaj sem že rekel? Imensko, kaj pa? Kaj sem že rekel? Ne Panucci. Nogometaša, ki še vedno Ciro igra. Immobile. Ja? Ja? Odgovor je delno pravilen. Mobile. Ciro Ferrara. Bravo! Odgovor je pravilen. Ciro Ferrara v svoji karieri je od leta 84 do 94 igral za Napoli, od leta 94 do 2005 za Juventus, 49 nastopov za italijansko reprezentanco, 2-krat pomočnik Italije, trener tudi Juventusa, pa selektor U21 italijanske reprezentance, bil je kratek čas trener Sampdorije in deloval tudi na Kitajskem pri moštvu, kjer so odkrili COVID. Wuhan Zal. Kdaj je pa prvič in zadnjič igral? In ta njegova pauza. Ta pauza, ja, to. 87. je pač začel svojo trenersko kariero, potem pa je nekaj let igral. Igralsko kariero. Igralsko kariero. Leta 2000 se je pa vrnil. Ja. Po 9 letih in 348. Torej igral 90 na domačem svetovnem prvenstvu in 2000 na našem evropskem prvenstvu. Lepa, super podatek. Vesel sem, da najdeš take zanimive. Ciro Ferrara, koliko je sedaj enostavno. Ja, seveda. Hvala, Marko. Hvala vsem, ki pošiljajo vprašanja. Res, nekaj ste jih že poslali. Ja, kar pošiljate še naprej. Ime.priimek @rtvslo.si, komorkoli izmed četverice članov Žoga je okrogla. Kar pošiljajte, Marko, ker če boste nam poslali... Ker Luka Petrič ne odpira mailov. Ne, zaradi tega, ampak jaz nočem videti vprašanje, zaradi tega, ker je bolje, da te pošiljajo, ker boš ti pač postavil... No, pošljite mi, hvala za dosedanje vprašanja, se bom potrudil, da bom vse porabil do konca evra, kot sem obljubil. Sem pa dobil tudi že vprašanje oziroma namig za slovensko nogometno ligo in to zanesljivo v novi sezoni prve lige. Če imate kakšne komentarje, opaske, morda tudi želje, kateri del oddaje vam je bolj všeč ali pa katerega bi želeli več slišati, tudi kar pošljite. Pišite nam, če nas imate radi ali pa če nas sovražite. Hvala, ker ste z nami in z nami doživljate Evropsko nogometno prvenstvo. Ni več dolgo ostalo do prvega izločilnega boja Slovenije na velikih tekmovanjih proti Portugalski. Uživajte. Se slišimo jutri iz Frankfurta.